že prinesi ta svoj paket. To ti je teža, veš. Se pa vseeno prileže, da si lahko zdaj, kot bi kdo rekel, ramena oddahne. Veš kaj, jaz se že ne bi zabaval s prenašanjem takale potljage. Šmentana reč, če misliš, da to delam za zabavo. Gazda hoče, da mu nosim vse to, nikaj. No, kar se mene tiče, hotel ali ne hotel, ista pesem. Predvsem pa naj povem, da mi je prenašanje težkih bremen prepovedal zdravnik. Celo jastogom sem se odrekel, menda ne bom zato nosil kovčkov. Ne ješ jastogov. No, saj jaz tudi ne. Ampak to zame ni nobena ovira pri prenašanju kovčkov. Zakaj ga ne narediš tako kot jaz? Meni jih nosi gospodar. Ne mi ga. Častna. Poskrbel si, da ti jih nosi gazda? Svojo prtljago in mojo. To pa ni navaden gazda, veš da ne. Oja, to mora biti prijeten človek. To ti je pravo govedo. To ti je pravi marjasec, moj gospodar. Imam pa zato svojo kombinacijo. Obdelujem ga s prikrito znanostjo. Prito kaj? Prito vedo. Ne poznam teh delov telesa. To ti je nekaj čudovitega. Že slišim, kako prihaja gospodar. Naj ti pokažem, kako mi nosi kufre. Ej, boš ti to videl. Kdo je tukaj? Eloaj je gospod, služabnik gospoda doktorja Valonkurja, ki predhaja svojega gospodarja s kovčki. Aha! Dobar dan, gospod. Dobar dan. Ja, kaj vaš gospodar in njegova hči ne prideta na kosilo? Ne, gospod. Rekla sta, veste, da jo ne pričakujete za kosilo. Odteščala sta se kar v kolodvorski restauraciji. Potlej pa prideta in se namestita pri vas. Dobrodošla bosta. Že ste? Za gospoda doktora modra soba, za mojo hči pa soba poleg. Pomagajte no temu elefantu odnesti kovček. Da, gospod. Dajmo! Moj bodoči tast in njegova hči. Kocka je padla. Danes je dan, ko uradno zaprosim za vodko. No, zaenkrat še nisem videl, da bi nosil kovček. Samo počakaj, na, boš videl. Pa kaj mu nek dela, ko ga krca odzad? Koliko prstov? 7. Ja, pa smo tam. Moj bog, bolan je. Panu je, kot rečejo, pod hipnotično spanje. Padel je v nezavest. Čakaj. Dajmo, premakni se sem kaj, klada nergaška. Dvigni taco. Pa še drugo. Poljubi mi roko. Prav. Je pa vse eno dobro zdresiran, veste. Zdaj si pa fletna ženska. Kaj ne, da si lepa ženska? Ja, lepa ženska. Ma, dajmo, stara, premakni se. Čak! Potoček,
Ti pazi na obleko. Če pa tale ni posrečen. Lejo, lepo rožico. Lepa roža. Kako lepo diši, Kaj ne da? krvomočnica. Sam si to rekel. Ma daj mi to tvojo rožico. No, a boš? Noče mi je vrnit. Pa taka prodajalka vijolic. Zadosti si se obnal. Daj mi 20 frankov. V redu. Za kazen pa boš prijel tale kovček in ga odnesel v modro sobo. Ko boš opravil, se vrneš. Jo, ala, gremo! To je tisto, čemu pravijo prikrita rihta. Hecno. Jaz pa bi temu kar rekel, brcav rit. Kaj praviš? Osupnilo me je. Takole si jaz predstavljam služabništvo. Pri meni mora gospodar zavihat rokave. Ja, kot bi kdo rekel, imaš gazda v službi. Ampak, kako si se lotil stvari, da ti je ratalo? No, s tem je pa takole. Oko imam. Vse je v tem, da imaš oko. Samo pogledam gospodarja in nastavim ostrino zenic. Takole nastavim ostrino. Z. Nastaviš ostrino? Ja. Jo je pa težko takole nastavljati pri tem rihtanju. To je čisto stvar volje. Prišlo mi je nekega dne, ko sem pozjal lepo punco. Pa sem si dejal, Madonca, takale mladost, s tem si bi pa jaz znal pomagati, pa ji začnem takole metati oči, da bi ji zadevo malo povedal. Nisem še dobro začel, kaj me jame na široko odpirati zenic in že je pri meni, z nosom v mojem nosu, z očmi v mojih očeh. In naenkrat mi začne slediti v levo, pa v desno, pa naprej pa nazaj, kot da bi me obvesela na koncu nosa. Je tako, da nisem imel več pojma, kako naj se je otresem. No, pa se mi jame bo kar tam ulegla. Kaj nisi hotel ravno tega? Pod nosom? Ne. Če nik ne upoštevam, da sem kar škilil zaradi tega. Na kar me je navdahnilo, pa čeprav sem zaradi tega požaril porcijo možganov. Naredil sem. Naredila je. In se je zbudila. No, in tako sem vedel, da sem hipnotičen. Ja, pa misliš, da bi tudi sam lahko hipnotiziral gazda, kot si ti ravno kar naredil svoj? Poskusite treba. To je tako in tako samo stvar volje. Hej, takole se postavi se Andoca. Takole. Takole naredi z rokami. Poleg tega pa si misliš, hočem, da zaspiš. Nastaviš ostrino zenic, no, nastavi ostrino. Tako je. In potem, ko vidiš, da gospodar spi, je stvar urejena. Lahko si daš duška. To je nekaj lepega. Znanost. Še danes bom poskusil, viš ga.
Če potem gospodar enkrat zadrema, potem pa, modriga stara, naučil bom gospoda, kaj se pravi biti v službi. O, tukaj je neotesanec. Da si mi tukaj, ti. Si odnesel kovček? Sem. Tako je v redu. Sedi. Zdaj pa pozor. Prebudila ga bova. Sam promiš, kako vleče. Gospod je klical. To ste mi vidva. Ste že odnesli kovček? Seveda, gospod, roke mi kar odpadajo. Meni tudi. Preklemano, niste dolgo rabila. Nisem si imel časa niti premakniti. Seveda, kadar zavita v rokave. Nikaj, ta lepova ima svoje napake, ampak se zna obrniti, če se hoče. Grem, gospod. Ja, lepo idite. Vi pa ostanite. Ima gospod zame še kakšen ukaz? Ja, moja sestra, gospodična Francine bo kosila z mano. Ta stara devica. Kaj pravite? Nič, gospod. Zdelo se mi je, kot da ste rekli, lepa deklica. Ne bi si upal. Zlasti, če gre za njo. Ja, upam. Pogranili boste torej za dva. In razen tega mi boste prej sobo temeljito pospravili. Včeraj ste jo bolj tako na 1, 2, 3 in bil sem jako nezadovoljen z vašim delom. Zelo sem vesel, da mi gospod to pove. Stvar se ne bo več ponovila. To bi prav rad vajel. Je to čisto vse, kam ima gospod naročil? To je vse. Točno ob 12, ko ste odšli k vratarju po pošto. Potlej ob 12 pa boste odšli v klet in boste prinesli naročaj drv. Prav, gospod, je to čisto vse? Vse. Zdaj pa midva. Zdaj si mi pa ti prijavi na posel. Kaj? Najprej ne reče se kaj. Reče se gospod. Gospod. Tako je prav. Cigara? Temeljito mi boš pospravil stanovanje. A ja, poskusi se malo zmigat. Kaže, da nisi bil zelo zadovoljen z včerajšnjim delom. Zdelo se ti je, da ni dovolj čisto, da si napravil zadevo takole na hojladri. Le glej, da se stvar ne bo ponovila. Ne bi rad, da bi mi spet očital, ko se probudiš. Sva se razumela? Jala, gremo! Ja, razen tega pa boš pogrnil za 2 osebi, ker imaš sestro na kosilu. Sestro? Ja, sestro. Svojo zarjavelo deviško sestro, ki ni nikoli našla pravega čevlja za svojo dušo. Lahko bi midva sama sedla k kosilu. Jala! Gremo! Cepa, 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 tako se dela! Takole si jaz predstavljam služabništvo. Izvrstna cigara. Gleda. Ti tamle! Ja, kje si se pa ti učil pometanja? Saj nimaš čopiča v rokah! Videti je, kot da bi delal miniaturke. Ala, stari, dajmo poprimi malo več ognja! Dajmo, še, cepa! Tako je! Tako se dela! Treba ga je malo zmigat, poznam ga. To vam je pravi zabušan. Ampak veste, tole pa je res udobno. Medtem ko se meni roke kar svetijo od beline, se njemu delajo žulji. On dela moje delo. Jaz pa kadim njegove cigare, če pa to ni prava svobodna menjava. Pazi no malo, prah mi dviguješ. No, je že v redu. Delo je pri kraju.
Dovolj si se napometal. Zate bo že dovolj čisto. Če ne boš zadovoljen, ne boš pozabil povedati. Delo je končano. Prebudili te bomo. Ti pa svetujem, da stopiš opoldne do vratarja po pošto. Prinesel jo boš na tole mizo, pa tako kot se spodobi, veš, tako kot naredim jaz. Pošta za gospoda. Prav tako boš ob 12:30 odšel v klet po naročaj darov. Zmenjeno? V redu. Sedi. Počakaj. In zdaj? Delo je končano. Že? Ja, pa kje vraga najdete čas? Gospod, opravljam svojo službo tako rekoč, da jo sploh ne opažim. To je pa nekaj nenavadnega. Kako mi je vroče. Čudno, pa se sploh nisem ganil iz sobe. Prepotem pa sem, kot da bi imel pol razgibavanja za sabo. Pomlad je, gospod, pomlad je. Nismo še spomladi. Pa še pride, gospod, saj še pride. Vrego. Pozvonilo je, pojdite odpret. Da, gospod. Nikaj. Prihaja do pojavov, ki si jih ne znam razložiti. V meni se dogaja nekaj nenormalnega. Gospodična Borikej. Moja sestra naj vstopi. Pa zdravlje, Gerard. Kako si kaj? Okaži mi svoj obrašček. Neka mledičen si mi. Mledičen? Gotovo ravno nasprotno. Gotovo sem ves rdeč. Ravno sem rekel že s tem. Privoščim si, kar se da malo razgibavanja. Pa če se samo sedem in prižgem cigaro dovolj. Prepoten sem, kot da bi prediral cel kilometer. Mogoče ti cigara ne dene dobro. Kaj pa vem, to se dogaja po navadi ob teh urah, kaj ne da že s tem? Bi rekel ja, gospod. Kaj ne da, zmeraj ob tistem času, ko pospravljate stanovanje. Nekako tako, ja, gospod. Čudno. Dobro, verjetno. Jetra. Kaj pa vem, omeniti bom moral zdravnikom. V redu že s tem pojdite. Pogranili boste brž, ko bo pripravljeno. Kaj, gospod doktor Valencourt in njegova hči ne bosta kosila z nama? Ne. Vso noč sta prebila na vlaku in če računaš, da bi jim vzelo nekaj časa, da se namestite in uredite, bi bili odločno prepozno s kosilom. Rajši sta se okrepčala na kolodvorski restauraciji. Zdaj bosta tukaj. Ubogi moj Gerard. Kaj? Če pomislim, da boš zdaj poročen moški, da boš imel družino, otroke. Kaj se hočeš, tak je zakon narave. Ja, ampak kaj ti bom potle jaz? Nič ne skrbiš, zmeraj boš moja sestra. A ne, da bom. Obljubim. Seveda pa to ne pomeni, da nisem zelo vesela zaradi tebe. Zelo dobro se boš poročil. Gospodična Valencourtjeva je očarljiva in njen oče je najuglednejših zdravnikov. Gospod Valencourt, jaz si kar misliš. En najznamenitejših imen nensijske šole, en najslavnejših zastopnikov hipnotizerstva, uporabljenega v medicini, zdravljenja s sugestijo, to ti je sila. Ja, kaže, da res niso šale. Kaj pa vem, sprašujem se, kako lahko ljudi uspavaš samim pogledom. Ampak, ljuba moja, to je odvisno od temperamentu. Potreben je šibek, živčen značaj. Mene, Madonca, očitno ne bi uspavali. To se kar mislim. Vse je vse eno. Vprašala bom gospoda doktorja, če se lahko enkrat zraven pri poizkusi. Roki, če hočeš Roki. Bom dal mohi, moj Gerard. Ampak saj bo šlo vse kot namazano, vse je načeloma dogovorjeno in gospod doktor prihaja v Pariz samo zaradi uradne razglasitve zaroke. In meni je tudi všeč. Saj, kot veš, če se človek ne pročiš pri mojih letih, je pozneje prepozno. Poroka, razumeš, Francine? Je že polne. Kaj si že rekel? O moj Bog, kaj ti je? Gerard!
Kaj gospoda ni tukaj? Oh, Justin, povej mi, kaj je to? Koma je bilo povdne in vaš gospodar jo je odfurjal kot nor. Odšel je po poštu k vratarju. Kam je šel? Ne si gospodična ne dela sivih las, gospoda tu pa tam uščipne kakšna muha. Gre pa spet pride, nič nevarnega. Še najbolje, če mu tega sploh ne omenjate. Me pa zelo skrbi, saj to ni normalno. Moj ubogi Gerard. Predstavljajte si, pravno sva se pogovarjala, ko se kar naenkrat ustavi. Pogledam ga, kot se gledam vas. Kot zdaj vas. Ne gledajte me takole, v glavi se mi zvrti. No, kaj takega? Čudno občutek imam, ko ga pogledam v oči. Kaj brat pa sestra, to mora biti enaka narava. Pogledam ga torej, kot kako vas več ne gledam. In kar na lepem ugotovim, da... Ja, tudi ona, če pa to ni lepo, zmiraj se prileže, če držiš roko na celo familijo. Kje sem, moj Bog? Kaj mi je bilo? Kaj pa naj bi bilo, gospodična? Nekaj čudnega se je dogajalo v meni. Kaj sem vam že rekla? Govorili ste o razbujenju, ko je gospod Boreke nekam odvihral, ampak povem vam, gospodična, nič ni. No, gospod pa je tudi že nazaj. Poglejte, kako zbornjeno se drži. Pošta za gospoda. Ej, kaj si rekel? Rekel sem poroka, razumeš, Francin? Ampak kje pa ragi? Rekel si, pošta za gospoda. Jaz? Si nova? Ne nasprotujte mu. Lega, že ste sma res rekel, pošta za gospoda? Nisem slišal, Za božja voljo, kje neki... Ne, nič. Rekel sem poroka, razumeš, Francin? Ti pa si razumela pošta za gospoda. No, če misliš? Ja, seveda. Že postaje malo naglušna, tale moja sestra. Bogi fant. Dajmo, že ste pogranite. In seveda, saj bo vse hladno, kako dolgo je že pripravljeno. Česo ne rečete, Francin iz Kmizi? Ja, dragi moj, tole z bratom me pa hodlo skrbi. Izvoli, Francin. Tako? A jaz pa naj gledam, kako ona dva jesta. Samo počakaj malo. Že ste? Že prihajam. No, vzemi košček tegale, Kaj si že rekel, a ne veš več kaj? Tudi ti ne veš več kaj. Gremo! Imam par! Hej, kaj pa ti zdaj počneš? A ne vidiš? Povečujem osebje. No, to ti je pa sijajno. Ala, gremo, vidva po konci. Prav prihajaš. Sam da sem hotel njima ukazati, naj servirata. Hej, a boš kosil z mano? Z veseljem. Prosim. Poganite za dva. To sta te kljub vsemu dobra lakaja. Kaj hočeš, ko pa nista iz našega poklica? Prinesite piščanca. No, malo manj prerivanja. Malo manj gorečnosti. Pogledaj, ti prinesi piščanca. Stara mat pa bo dala solato. Už tega pa res ne bo škoda. Hodima, da sem lačen, veš. Kaj me pa tako škiliš od strani? Nič. Samo gledal sem, da ne ješ mojega kosa. Zaenkrat jem bedavce. No, je že v redu. Jaz bom pa v takem škofijo. Solato! Pohiteti mora pa, veš, ker bo gospod doktor Valancourt zdaj tukaj svojo tamalo.
Kaj pa ju je pravzaprav prineslo v Pariz? Zakaj sta se obrnila na gostoljubnost našega ta starega? No, kar se tega tiče, mislim, da gre za poroko. Doktor bi vratom užil tam. Skomnik. Duš, tega pa res ne bi vedel. Menda ne z mojim gospodarjem. Veš kaj, s to starino. Še sreča sicer pa... Pozvonilo je. To bo gotovo moj doktor skčil. Moj Bog, zbuditi ju moram. Ti pa pojdi odpirat. Ja. Vidva pa sam. Sedita. Jejta. No in zdaj? Buffon. Dober ta piščanec, ne? Ja, zelo dober. Gospod doktor Valencourt in gospodična ta ista. Slišiš, Francine, hitro, moja zaročenka je njeno oče! Oče njegova ščitna cima! Kaj je rekel? Rekel je njegova zaročenka. Ja, seveda, rekel je njegova zaročenka. Kaj pa malo prečuda. Do tega pa že ne bo prišlo, a misli, da ga bom pustil, da se mi poroči, ha? Če pa to ni barabija pri njegovih letih. Stari skrivač ni omenil niti z besedo, ampak boš videl, prijateljček, ha! Ženska pod to streho! Ne, hvala! A misli, da bi mi zmotila najno gospodinstvo? Da bi mi metala polena pod noge? Kaj? Kdo bi pa v takem sobe pospravljal? Boš že enkrat tiho, prišla sta. Le naprej, gospod doktor, ne sta? To sem vas pričakoval. Kako lepo od vas. Saj naju niste pričakovali za kosilo, ne? Ne. Vaš služabnik naj je predhodno obvestil. Pa vi, kaj niste nič utrujeni od potovanja, draga moja? Sama zelo dobro spim v spalniku. Ubogi očka pa ni zatisnil očica. Rej? Od neprespane noči na vlaku, veste, sem popolnoma zbit. Ne, če bi se radi malo odpočili, sobe so pripravljene. Ne, če popoldne počivam, nekako ves dan nisem prav. Pa vi, draga moja, Emilien? Jaz, gospodična, bi se samo rada znebila tega lepotovalnega plašča in se malo uredila. Na človeku se nabere toliko prahu, če pride s poti. Dajte, ali hočete gospodični pokazati do njene sobe? Vi, pa pojdite razpakirati moj kovček. Da, gospod. Če izvoli gospodična za mano. No, takole, gospod doktor. Prebudil sem vas. Nič ni. Nisem si mogel, kaj pa se malo zatisnil oči. Zdaj sem vam pa vas ne razpolagam. No, takole, gospod doktor. Zdaj, ko smo zbrani vsi trije, ali se hočemo pogovoriti o načrtu, ki me je tako zelo pri srcu? No, prav rad. Nisem vam prikrival, da mi kot zet popolnoma ustrezate. Bilo je treba slišati le še za namere moje hčerke. Dal si mi vedeti, da ste zaprosili za roko in tako je privolila. Kako ljubeznivo. Ja, rekla je z njim pa ja, očka, če češ. Ampak to kar hitro, ker sem šla staviti svojo sestrično, da se bom poročila se pred koncem leta. No, tako bo lahko še stavo dobila. Prav gamjecu zaradi čustv, ki jih ima do mene. No. Pa recimo še katero o poslu. Vi imate... 38 let. Premoženje. 12.000 funtov rednih dohodkov, tako državne rente, kot tudi mesta Pariza, pa obveznice od železnice, pa od Sueškega prekopa, pa nekaj od Panamskega. Tiste mahinacije s Panamo. Veste, stvar, čez katero je treba napraviti križ. Kaj se mene tiče, tiste panamske obveznice. Pa še to, kar zaslužim, in to se giblje med 15 in 25.000 na leta. Kako pa, kaj šans, da dedujete? Vsekako, moja sestra tukaj navzoča. Tako me poskušaš unovčiti? Ne, samo na računu te ima. No.
Jaz pa dajem svoji čerki 300 000 frankov, prav tako v letnih dohodkih od državne rente, pa še od putnikov zlata pri Saint-Germain. Ampak to pa so bile hude mahinacije, to okoli teh rudnikov pa Saint-Germainu, veste, to je figo. No, dejansko so mi rekli, da naj si jih čim prej odkrižam. Zato bom jih prelagam kdo. Se pravi, da jaz? Pa se jih je čisto malo. Vse drugo je pa v redu. Sploh pa to zame ni vprašanje denarja. Če pa tako, zet moj, pa dovolite, da vas objavim. To sem rekel vašemu bratu. Ja, seveda. Daj že, daj, no, a pošte. Hvala, dragi moj tast. No. Zdaj pa še, kar se zaročenke tiče. Sicer ne dvomim v njene privoljenje, bi bilo pa še prav, če se še sami izrečete. Poskrbeli bomo, da boste sama prepričali drug z drugim. Lahko se boste lotili dvorjenja. Dragi gospod doktor, zaradi vas najsrečnejši med ljudmi. Zato mi dovolite, da vam povem nekaj, kar mi leži na srcu. Podrva grem. Spet ga prijemlje. Kaj pa to je? Žeraf! Noče se ustaviti. Žeraf! Je že na stopnišču. Ja, pa ima več kot tako na Žeraf! Kaj pa jaz vem? Hej, vidim, že ste! Gospodična me kliče. Že ste, povejte mi, kaj pa je zdaj to? Vaš gospodar vam jo je spet popihal. Gospod? Ja, in rekel je, da gre po drva. In koliko je ura? Koliko je ura? 12:30, odšel je v klet. Naj se gospodična ne vznemirja, ob določenih urah ima gospod svoje muhe. Hodi po pisma, prinaša drva, nič nevarnega. Sploh pa mu tega ni pametno omenjati, ker ga to potem žre. Ja, ampak konec koncev vse to ni normalno, gospod doktor. Ja, včasih pač najdete take redoljubne značaje. Razen tega pa mislim, da je to tudi stvar osebne higiene. Zdravnik mu je svetoval, naj se giblje, gospod je namreč malo slabokrvan. Če so ne poveste. Je že nazaj. Žeraf, brat moj! Moj bog, žeraf! Augusten, pridite! Že grem! Je pa zabaven, ko takole nosi drvo. Pač njem tak, kot vsak drugi. No, meni je kar všeč. Kako sem utrujen. Veke mi kar padajo na oči. Kar prileže se jih zapreti. Razpakiral sem kovček. Gazda je sam. Kaj, ko bi enkrat poizkusil po Žustenovem receptu? Spi! Uspaval sem gazdo. Zdaj nekaj, pa bo špas. Hejla! Daj mi 20 frankov. To si mi ti pokora. Ni spal. Kaj si naredil, no? Ne! Pa viš kaj?
Pobral se boš, pa to kam taki? Ja, gospod. Ne! To videl kaj takega, da se ne voli roko dvigniti nad me. Le mi jo vzeti moj. Potem... Kaj sem že rekel? Kdaj? Ja, ravno kaj. No, ničesar niste rekli, nosili ste polena. Ja, nosili ste darumače, da mi ljubše. Jih pa malo naknada, gospod doktor. Če vam nisem rekel, da ga spravlja v slabo voljo. Ja, jaz na vašem mestu bi raje dvigal ročke. Zakaj ročke? Ja, ker je bolje kot nositi drva. Zraven pa še malo kininovca, železo. Nekaj res sem ubleden. Recite, gospod doktor, ravno teče beseda o pogodbi, vi pa o ročkah in kininovcu. Mislite, da... Pa ne dej, tale res malo premak. Kdaj bom imel možnost na 4 oči govoriti z gospodično vašo hčerko? Takoj vam jo pripeljem. Ne bom ga smel spustiti iz oči tega. Ti ni malo slabo, dragi? Komu? Meni? No pa kaj vam je vsem? Sma res videti, kot mi je slabo že s tem? Gospod je videti kot dren. Ti pa lepo pojdi. Moja nevesta prihaja. Rad bi bil malo sam. Prav. Je pa res smešna tale moja sestra. Tudi vas že s tem ne potrebujem. Prav, gospod. Zdaj je pravi čas. Ja, pa je. Borike? Borike? Tvoja nevesta je grda, prava strahota. Kaj ne, da je grozna? Ja, kaj pa da? Se ne boš ustrašil, da bi ji to tudi povedal? Ne. Rekel ji boš, da se nočeš poročiti z njo in zelo boš nevljuden, kaj ne? Žleht, kar se le da. Sva se razumela? Ja, kaj pa da? Prihaja, me ženi. Očka mi je rekel, da mi bo izpovedal svojo ljubezen. Vsa sem iz sebe. Oče mi je rekel, da bi radi govorili z mano. Kako je grda, morka, prava pošast. Ta baba ura, kje ste dobili jo? Skrijte mi to! Kaj mu je? Pej! Meša se mu. Ste to vi? Vi, ki bi se radi poročili z mano? Jaz, da bi urinil familijo od vašega idiotskega očeta! Jaz, da bi se poročil z baburo, kot ste vi! Ta bi bila pa lepa! Vse, kaj je prava, veste, beži preč, malo spaka, a bo šla! Kako je grozno! Zelo v redu. Niti beseda mi ni ušla. Zdaj pa pride doktor. Borike, a veš, kaj si? Ne. Ti si opica iz ameriških pragozdov. Kaj ne, da si opica? Ja, kaj pa da? Krasno, krasno! Tas, vse gre, kot je treba. Pusti noge mi, veste kaj, gospod, kaj mi pa veči, ha?
na naše takole. Pa se ga daje, vročična mrzlica. Pojdite po njegovo sestro. Že grem. Lejte ga burike, ja pridite no k sebi. Ja, a me boste pustili. Ja. Mandi oči na... Kje je gospodiča Francin? Prihaja. Gospodiča Francin, pridite no. Nisem dal videti, da je Carmen in da mora zaplesati kačučo. Gospodiča Francin. La Carmencita! La Podrina! La Scandalo! Signore González el niño, muchacho amigo Carraco, Matador, picador, por favor, ole! Paella, tortilla, Carraco, ole! Tu! Sai tu je vrna družina nocev, quindi je Emilien, molto družino se že ne boš požila. Ura, zmaga je moja! Ja! No, dovolj sta se narogovilila, sedita! Ti sem? Ti pa sem! Zdaj pa... Ufon! Zdaj se pa kar znajdita. Kako mi je vroče. Meni tudi. Sploh nimam pojma, zakaj se tako počutim. Jaz tudi ne. Eloi! Gospod doktor! Recite, gospod doktor, ste rekli očarljivi gospodični hčerke? Očarljivi gospodični hčerke? Gospod, vse najne pogodbene obveznosti so razdrte. Ja, pa zakaj? Ja, ker mi ni do tega, da bi se mi hči družila s podivjanimi norci. Kaj pravite? Ja, niste se videli. Videl sem vas poprej in to mi zadostuje. Ampak gospod, lahko povedete, kako hočete. Samo, če to opiš in opiči jih pa... Za jopič, godna za prisilni jopič. Ampak gospod, najbolj nore ste vi. Ma niste se videli. Gospod! Že mal, brat moj! Da, prav je, pojdiva. Vi pa naredite, kaj hočete, gospod, prepuščam vam prostor. Svidenje. O, moj bog, če pomislim, da je le malo manjkalo, pa bi za zmeraj povezal usodo svoje hčerke s tem duševnim bolnikom. Pridi, Emilien, ne ostajeva več v tej hiši. Ja, pojdiva. Eloi? Spet vi, Baraba. Gospod, na kolena padam pred vami. Pa kaj mu je? Oprosti mi, gospod, oprosti. Da bi vam oprostil? O ja, gospod, ker sem si dovolil preveč domačnosti z vami. Temu pravite domačnost. Saj nisem sam kriv. Žusten je kriv. Po njem sem se zgledoval. Na kar me je to spodbudilo, da bi še sam poskusil srečo z vami, ker bi mi bila to lepa pomoč pri gospodinjenju. Kaj pa je za to za eno špecanje? Nič ne špecam, gospod. Nimam srca. Ampak, Žusten vam pravim, to kar naprej počne s svojim gospodarjem. Takale finte, pa spet takale, pa hočem, da zaspiš. Poleg tega pa še vse to opletanje z očmi. Pa kakšne oči zna delati. Potem pa gospod kar zaspi. Da se mi. In to mi je dalo občutek moči. Oprosti mi, gospod, oprosti mi. Sveta se mi. Svaj kot na dlani. Služavnik je hipnotiziral oba nesrečneža. Gospod. To je povedal, ja. Kje je zdaj ta Žusten? Žusten? Ja, kaj pa je? Pusti. Žusten? Gospod me je klical. Sem stopi, Žusten. Ja, gospod. Lepe slišim. Vi si drznete uspavati svojega gospodarja. Vi se ga drznete hipnotizirati.
Kdo vam je to rekel? Vem in njegova sestra tudi, daj priznaj. Pustite me, gospod. Priznaj ti pravim. Nočete me spustiti? Naprav. Moj Bog. Ach ja, to igrico bi se šel razmagal. Menda se ti niti ne sanja, da sem bil eden najboljših v nencijski šoli hipnotizerstva. Kradajva. Le. Prosim vas, spravite ju na raz. Pustite, gospodična, to je gladiatorski boj. Tukaj je zdaj naš fant odpad. Bravo. Zdaj pa ga vidita vidva. Če zmeraj vi tukaj? Ja, in lepe boste slišali. Ravno prej sem vaju imel za norca, kaj ne? Ne vračamo se k temu, prosim vas. Ja, temu se vračam. Kaj ti vzrok vseh vajnih dejanj, zaradi katerih sem vaju imel za norca, je tukaj. Kakšnih dejanj? Seveda se vidva ne morete vedeti, ko sta bila pa hipnotizirana. A midva, dajte no mir. Ja, se je hotel hipnotizirati tudi mene, pa je naletel na močnejšega od sebe. In zdaj ždi tukaj uspavan. No, razveži no jezik ti. Najprej priznaj, da si bil prava baraba in da si se podlo obnašal z gospodarjem. Bil sem baraba. Vsak dan sem uspaval gospoda, da mi je pospravil stanovanje, pološčil parket, znosil drva s kleti. Skratka, da je vso moje delo opravil namesto mene. Prejle sem mu naročil naj kvanta zaročenko. Položil sem mu na jezik, da je opica iz ameriškega pragu. Jaz? Opica? Ja, in gospodični, da je španska ciganka in da mora plesati kačučo. No, in zakaj si to delal? Ker sem hotel, da bi se gospodu izjalovila poroka in da bi ga lahko obdržal v svoji službi. Ampak jaz ga bom ubil. Ubil ga bom, drž me! Vidite, no, a ste se prepričali? Ogočen sem! Naj jo je uspaval, naj, dosti državni. Baraba, drž me! Če ko mislim, da bi se lahko spozabil z mano. No, za kaj takega pa res ni bilo možnosti? No, upam, da po vsem tem, Borike, še naprej ostajate moj zet. Gospod doktor, če gospodična nič nima pomoti. No, ste bili prede pa res nekako neprijetni, ampak če ste bili tako rekoč od drugega pooblaščeni. O, gospodična, kako ste dobre. No, in kaj bomo z njim? Pripriči ga postavim pred vrata. Drž me! Ne! Če ga imam že pod komando, vam iz njega naredim pravi zgled služabništva. Justin, priporočam ti, da se zavedno odpoveš svojim poniglavim sposobnostim na račun katerega koli izmed gospodarjev. Boš? No, in zdaj obljubi, da boš pravi zgled služabništva. Bom. No. In zdaj boš eno uro za kazen ponavljal grd lumpsam. Grd lumpsam. Grd lumpsam. Grd lumpsam. Božec. Grd lumpsam. To ti je italijanski zakon. Lumpsam. Oko za oko, zob za zob. Lumpsam. Gremo na teraso! Grd lumpsam. Grd lumpsam. Grd lumpsam. Grd lumpsam. Grd lumpsam. Grd lumpsam.